Pozdravljeni, moje ime je Tino Mamić in vodim prvo oddajo Dialogos. Dobrodošli. Ekipa portala Domovina s tem začenja nov multimedijski projekt. Oddaja Dialogos je posvečena vrednotam prihodnosti. Svoje različne poglede na družbo bodo naši gostje podajali odprto in vsebinsko. Odpiramo dialog, ne prerekanja. Pogovarjamo se o vsebini, ne o dnevno-političnih temah, v odprtem in poštenem dialogu. Antična Grčija predstavlja temelj naše civilizacije zaradi svoje kulture, umetnosti, filozofije in demokracije. Vsestranskega dialoga. Zato grško izvorno ime dialoga Dialogos. V današnji oddaji bosta naša gosta odgovarjala na vprašanje, kaj je bolj nevarno, svoboda govora ali cenzura. Kaj je sovražni govor? Kje je meja med ostrim stališčem in sovražnim govorom? Naša gosta zelo dobro poznata medije iz prve roke. Čeprav nista uradno študirala novinarstva, ga poznata teoretično in praktično. Oba se veliko ukvarjata tudi s problemom sovražnega govora. Nataša Pirc-Musar je doktorica pravne znanosti, ki je kariero začela kot novinarka. Več let je vodila tako osrednjo informativno oddajo na nacionalni, kot na največji komercialni televiziji. Celo desetletje je opravljala delo informacijske pooblaščenke. Bila je prva na tem mestu. Pred 5 leti pa je odprla svojo odvetniško pisarno v Ljubljani in doktorirala na Dunajski pravni fakulteti. Žiga Turk je doktor tehničnih znanosti, magister računalništva in inženir gradbeništva, ki predava na Univerzi v Ljubljani. Dvakrat je bil minister v vladi, enkrat za razvoj, drugič za znanost, kulturo in izobraževanje. Je eden prvih in najbolj odmevnih avtorjev na Twitterju in blogu, pa tudi eden najbolj odmevnih kolumnistov v državi. Evropska komisija ga je kot edinega Slovenca imenovala v strokovno komisijo za sovražni govor. Tokratni Dialogos bomo začeli pri temeljni dilemi. Kaj je sovražni govor in kaj ni? Kje je meja med svobodo izražanja in sovražnim govorom? Ali je ta meja enako začrtana na spletu, na Twitterju, denimo, ali v dnevnem časopisu? Kakšna je razlika? Dame imajo prednost. Pozdravljeni, hvala lepa za povabilo. Moram reči, da sem zelo vesela, da sem skupaj z Žigom lahko prva gostja v tej vaši novi oddaji. Predvsem mi je bil všeč vaš uvod, ker ste poudarili tisto, kar se mi zdi, da danes v današnji družbi primanjkuje, nek strpen dialog, pogovor med različno mislečimi. In nenazadnje tudi vaše prvo vprašanje sodi v to sfero, kaj se nam je za božjo voljo zgodilo, da ta dialog postaja tako brutalen, ne? Da je vse več sovražnega govora, da se nekako ne znamo več strpno in mirno pogovarjati med seboj. Razlogov za to je seveda več. Eden od razlogov je nedvomno internet, so družbena omrežja, kjer lahko praktično vsakdo pod plaščem anonimnosti piše, govori, kar hoče. Veliko se jih postavlja na stališče, da lahko v imenu svobode izražanja izrečejo praktično karkoli. Verjetno se bomo danes pogovarjali tudi v to smer, kje so seveda meje svobode izražanja. Ampak pri sovražnem govoru bi vendarle rada povedala sledeče. Zelo jasno je potrebno razmejiti kazenskopravno definicijo od sovražnega govora, kot ga pozna definicija Sveta Evrope. Se mi zdi, da se tukaj vse preveč meša to dvoje, namreč kazenskopravna definicija je precej ožja, je kazensko pregonljiva. Sovražni govor je pa vendarle kategorija, ki ima širši doseg ali pa, da rečem drugače, postavlja drugačne omejitve kot kazenskopravna definicija. Definicija Sveta Evrope je seveda jasna, ne? In članice Sveta Evrope, kamor se sodi seveda tudi Slovenija, bi morale pri svojih razmišljanjih in predvsem pa pri regulaciji seveda spoštovati to definicijo. Bila je napisana že davnega leta 1997, to ni nekaj novega, skratka ni nekaj, kar je nastalo včeraj, morda 2 leti po tem, ko se je pojavil internet v splošni rabi.
Predvsem pa se mi zdi, da v današnji družbi ne znamo ločiti tudi sovražnega govora, zdaj ali iz te širše definicije ali kazensko-pravno, od verbalnih žalitev ad personam, torej žalitev, ki letijo na konkretne posameznike. In večkrat zasledim, pa tudi kolega Žiga na Twitterju vprašanje, kaj zdaj je to sovražni govor ali ni, kaj pa vi mislite. A ne? In pač vedno znova je treba razlagati, da ad personam žalitve seveda ne sodijo v segment sovražnega govora. Jaz moram reči, da sem žalostna, ker je tega po mojem mnenju vse več na levi in na desni, da ne bo pomote. Jaz sem večkrat rekla, da je tudi levi pol, če samo Twitter sceno vzameva v obzir, a ne, dobesedno podivjal v svojem brutalnem in žaljivem in sovražnem govoru, kar seveda, mislim, ne na eni, ne na drugi strani to ni dobro, no toliko z moje strani za en tak. Morda predolg uvod, ne vem. Ja, tudi jaz sem počaščen, da sem lahko tukaj v prvi oddaji, tudi sem vesel, da sva tukaj z Natašo, včasih malo prekrižava, kako bi rekel, tipkovnice na Twitterju, ampak se mi zdi, da se vedno pogovarjava o stvari, se pogovarjava konkretno, pravzaprav na način, na kakršnega smo upali, da ga bodo ta socialna omrežja prinesla v družbo, v državo, ne, da bo skratka ta dialog spodoben. Ne. Jaz veljam za zagovornika svobode govora in nikakor ne želim, ne, da se to razume, kot da sem zagovornik vseh tistih, ki to svobodo izkoriščajo, da se nespodobno, sovražno, če hočete, žaljivo, z namenom nekoga prizadeti, z namenom neko skupino ljudi užaliti, oglašajo v javnosti. Ne. Absolutno ne, in po svojih močeh se trudim, da ne bi nikogar osebno prizadel, tudi ko se kaj ne strinjamo ali pa kaj takega. Ne. Ampak zato, da smo lahko osebno spodobni, da smo lahko osebno na nekem nivoju kulture dialoga, ne, mora obstajati svoboda, da nisi. Ne. Ker če, ne vem, če bi imel avto vgrajeno blokado, da ne more voziti več kot 50, nihče ne more spoštovati tega več po lastni volji, nimaš več izbire, ali se držiš nečesa ali poskušaš biti spodoben ali pa ne. In se mi zdi pač odgovor na to vaše osrednjo vprašanje, ali je bolj pomembno oziroma kaj je bolj nevarno, ne, cenzura ali svoboda govora, na vsak način cenzura. Ne. Na vsak način je cenzura bolj nevarna in to zato, ker ubija možnost, da se v družbi pogovarjamo. Da se dogaja pravzaprav tisto, zaradi česar človeštvo napreduje, in to je, da ljudje uporabljajo svoje možgane, da razmišljajo, da več ljudi lahko razmišlja, da lahko razmišljajo različno in da se potem v soočenju teh idej nekaj zgodi, nekaj premakne. Ampak še enkrat, ne, to ne sme biti alibi za vse tisto, kar se zdaj dogaja na družbenih omrežjih. Mi smo pričakovali, da bo, kaj zvem, da bodo iz tega interneta neke nove Atene, da bo to neka diskusija, tako kot, bom rekel, po tisti sliki, ko imaš tam Platona pa Aristotela pa učence pa gredo v tistih togah skozi hodnik, ne, da bo to dobilo glas, ne. V resnici pa pravzaprav smo prišli do tega, da je opolnomočeno ljudstvo, ne, pa bi se tudi kakšna grša beseda za to našla. Ne. Skratka, na nek način tudi drhal dobi to možnost in tisto, kar me skrbi, je to zaostrovanje, to, da so pravzaprav ljudje vedno bolj utišani, ne zato, ker bi se bali države, ne zato, ker bi se bali tožilcev, ampak ker bi se bali ljudske množice, ne, ki so bile, imamo kup primerov v zgodovini, lahko zelo nevarne v takih primerih. A morda lahko samo, jaz sem v uvodu pozabila, Tino, vi ste izpostavili v naslovu pravzaprav, ne, kaj je bolj nevarno, sovražni govor ali cenzura, in Žiga je na ta del že odgovoril, da je cenzura seveda bistveno bolj nevarna, jaz se s tem seveda absolutno strinjam, ampak se mi zdi, da se pri nas pod cenzuro vse prevečkrat šteje tudi postavljanje mej, ki jih svoboda izražanja ima.
Moramo se zavedati, da svoboda izražanja ni absolutna človekova pravica, ima svoje meje in je omejena s pravicami drugih. In postavljanje mej absolutno ne more biti cenzura. Cenzura bi bilo recimo, če bi, ne vem, vzamo portal, ki je levo usmerjen ali pa portal, ki je desno usmerjen, ki bi cenzurirali govor, ki je primeren, ki sodi v svobodo izražanja. Recimo, da bi na levem portalu brisali vse, kar govorijo konzervativno usmerjeni, ker jim njihova razmišljanja niso všeč, ali obratno. To bi bila cenzura. Postavljanje mej svobodi izražanja je pa čisto nekaj drugega. Ne? Svoboda izražanja se pa omejuje takrat, kadar govor postane protipraven, kadar postane žaljiv, kadar postane sovražen. In ta naloga, ne, razmejiti, kdaj nek govor postane protipraven, seveda ni enostavna. Ni pa to cenzura. Kdo je lahko regulator tega, da določa, kje je tista meja med žalitvijo in sovražnim govorom oziroma svobodo govora in žalitvijo? Na koncu seveda sodišče. Sodišče je tisto, ki družbi nastavlja ogledalo. Zato sem jaz tudi velikokrat bila kritična do tožilstva, ki primerov, ki so se dotikali kazensko-pravne definicije sovražnega govora, ni spustilo do sodišča, so v bistvu zadeve ustavili že na svojih mizah in niso preganjali tovrstnih kaznivih dejanj. Ko pa govorimo o regulaciji, ne vem, če ste mislili morda tudi na medije, ne, jaz sama sem pristaš v primarnem smislu seveda samoregulacije. Jaz mislim, da si mora vsak medij postaviti neka svoja pravila. Zadnje čase se žal kaže, da mogoče samoregulacija šepa. Zato tudi Evropska unija že razmišlja o regulaciji. Regulacija je vedno trša, ne? Samoregulacija je soft law, je mehko pravo. In ta razmislek, ki ga je Evropska unija že večkrat poudarila, je danes vse bolj spet prisoten na bruseljskem parketu. Morda lahko samo povem, da je Evropska unija že kar nekaj časa nazaj začutila, da je mogoče ta bitka med nasprotujočimi si poli na forumih, na družbenih omrežjih prerasla v take razsežnosti, da je bilo potrebno določen segment regulirati. Ampak regulacija je šla v, bom rekla, neko mehkejšo linijo na začetku. Verjetno ste kdaj slišali za izraz notice and take down. Ne? To je neka doktrina, ki je prišla tudi v naš slovenski zakon o elektronskem poslovanju na trgu, ampak ta doktrina pravi, da je tisti, ki je lastnik nekega foruma ali pa družbenega omrežja ali pa spletne strani, če želite, soodgovoren za nastalo škodo šele takrat, ko ga posameznik opozori na to, da je proti njemu bil sprožen nek žaljiv ali sovražni govor. Ne? Zdaj, en korak naprej bi bil seveda drugačen pristop k regulaciji, da bi se spletne portale, forume zavezalo, da sami spremljajo, kakšen govor se širi na njihovih portalih in da bi sami umikali protipravne vsebine. To je mnogo težje. Mnogo težje in morda tudi nevarno. Ne? Tu mi bo verjetno Žiga dal prav, da če pustimo, da nekdo sam presoja, pa jaz se tega bojim zaradi naslednje stvari, zato ker znanja ni dovolj. Ne? Pa ne podcenjujem novinarskega dela ne na enem polu, ne na drugem, ampak to je zelo izjemno zahtevno pravno opravilo na koncu. Ne. Skratka, ta doktrina notice and take down že obstaja. Evropska unija pa seveda poskuša zaradi predvsem zadnjih dogodkov o ukinjanju profilov na Twitterju, Facebooku in tako naprej, ne, z akti o digitalnem trgu in digitalnih storitvah tudi tu že z neko malce tršo regulacijo nastopiti na prostoru Evropske unije, seveda. Ne. Mislim, zdaj načinov, kako dušiti javni dialog, ne, je veliko. Ne. Pod cenzuro dejansko razumemo to, da se država začne vmešavati v to, kaj se lahko bere, kaj se lahko objavi, česa se ne sme, in to pravzaprav državam prepoveduje razen za določenimi izjemami Evropska konvencija o človekovih pravicah, Mednarodna konvencija, 10. člen, 11. člen in tako naprej. Ne. So pa potem drugi načini, drugi pristopi, skozi katere se poskuša doseči isto. Ne. Pač preprečiti, da bi se o nečem govorilo ali da bi bilo nekaj predmet dialoga. Eden od teh načinov oziroma eni poskusi so v smeri, ne, da se to outsourca tem velikim družbenim omrežjem, platformam, kot so Facebook, Twitter, češ bodo pa oni skrbeli za red, bodo pa oni cenzurirali. Ne.
Jaz se v bistvu niti ne strinjam, Nataša, s tem, da je cenzura, če recimo nek desni medij cenzurira leve komentarje ali pa če levi medij cenzurira desne. To je konec koncev uredniška politika. Imaš leve, imaš desne, vsak, ne vem, če imam jaz nek svoj blog, odgovarjam ali pa se čutim odgovornega tudi za tisto diskusijo, ki se tam spodaj odvija in si dopuščam pravico, da brišem komentarje, ki se mi zdi, da pod ta moj tekst ne sodijo. Ampak prosti, Žiga, kaj pa potem misliš, da je cenzura? Povedal si pravno čisto korektno. Ko cenzurira država, je to cenzura v tistem pravem pomenu besede, kot jo poznamo v pravu. Ampak na začetku sem te razumela drugače. Skratka, uredniška politika nekega medija ni cenzura. Ne? Okay. Uredniška politika neke platforme, ne, ki pa daje pravzaprav neko edinstveno možnost za to, da se nekaj širi, recimo kot je YouTube, kamor bo verjetno tale naš pogovor na koncu pristal, ne. Tukaj pa mislim, da morajo biti omejitve, koliko sme YouTube ljudi omejevati. Zakaj? Da država lahko to pojavi. Ravno zaradi tega, da ne bi ti veliki monopolni igralci na trgu, ki so močnejši danes od tistih držav, o katerih so govorile te konvencije, ne bi mogle dušiti, ne bi imele možnosti vplivati na to, o čem se sme govoriti in o čem se ne sme govoriti. No, se v to smer gredo te akcije Evropske unije, ne? In zato se mi zdi, da je edina regulacija s tem v zvezi, ne, možna ta omejiti oziroma da država lahko, politika lahko omeji platforme v tem, koliko smejo te platforme omejevati svoje uporabnike. Ne. To velja za ene par platform, ki so velike in splošne, vse ostalo je pa uredniška politika. Ne obstaja pravica biti objavljen, ne? In po drugi strani se mi zdi tudi ne obstaja pravica ne biti užaljen. Ne? Če te užali nekdo, pojdi na sodišče, iztoži. Jaz bi si zelo želel v bistvu sodne prakse v Sloveniji, kjer bi ljudje za stvari, ki jih takole slišijo po internetu, bili pripravljeni nekaj malega oziroma ne nekaj malega, ampak znatno odkeširati. In s tem bi se stvari verjetno začele urejati. Ne? Svoboda je fajn, jaz jo ne vidim predvsem kot nek aksiom, jo vidim kot sredstvo za to, da se pogovarjamo, ker je bolj, da se pogovarjamo, kot da tiščimo to nekje spodaj, pa potem eksplodira. Ne? Ampak na drugi strani, če nimaš odgovornosti, svoboda ni nič vredna. Ne? Samo Žiga, ne, tukaj se mi zdi, da malce naivno gledaš na stvar, namreč ko nekdo žali na družbenih omrežjih, to vidi množica ljudi. In če nekdo žali konstantno in povzroča škodo tistemu na drugi strani, ki ga žali, potem se mi zdi, in tudi regulacija bo šla v to smer, ne, da je treba takšnim seveda onemogočiti prostor za žaljenje. In tukaj bom poudarila eno stvar. Ne. Obseg pravice do svobode izražanja ne sodi v segment, da meni mora biti na razpolago prostor, kjer jaz lahko žalim ali govorim. Kako pa zakonodajalec ali kdorkoli bo to uveljavljal, ve, da nekdo žali? Kako, ker Žiga, to so pa standardi že postavljeni. Niso standardi. Ne? Če nekaj žalitev, ne, žalitev ni nekaj, kar bi, ne, če bi jaz nekaj grdega napisal, ne, to ni nekaj, kar ostane samo pri meni. Na koncu si ti užaljena, je nekdo užaljen. Kako sodišče ali kdorkoli, ki tehta, ve, a je nekdo sploh užaljen ali ni? Ve, zato ker obstaja standard tako imenovane objektivne žaljivosti. A ne? Ni vedno samo subjektivna žaljivost tisto, ki lahko prizadene samo konkretnega posameznika, ampak pri nas, recimo jaz lahko povem, v slovenskem pravnem redu je objektivno žaljivo, če nekomu rečeš udbavc. Ne? Je objektivno žaljivo. In jaz mislim, da ta objektivna žaljivost nima podlage v dejstvih. Ne obstaja, ker užaljen si vedno subjektivno. Ne, lahko to napišeš, lahko je to sprejeto, lahko so judikati v to smer. Ne? In tudi so. Ampak nima pa zadeva, bom rekel, temelja. Ne? In tukaj še ena stvar. Ne? Zdaj, vsa ta družbena omrežja so v zasebni lasti. A ne? Ta družbena omrežja iz leta v leto seveda spremljajo, kaj se dogaja in postavljajo močna pravila, community rules se temu reče, kako se prevede, pravila družbenega omrežja. Ne? In ker so v zasebni lasti, so pač tako kot uredniki v medijih
pri katerih ti praviš, da je to uredniška politika, so pač na družbenih omrežjih community rules uredniška politika. In če nekdo ne spoštuje pravil družbenega omrežja, ima pač to družbeno omrežje pravico nekoga izključiti iz tega. Ali to naredi seveda na pravih in utemeljenih dejstvih, o tem seveda lahko debatirava. Lahko debatirava tudi o tem, kako je nevarno, če bi lastnik takega družbenega omrežja postavil pravila v to smer, da bi bolj utišal nek pol kot pa drugega. To so stvari, ki so potencialno zelo nevarne, se strinjam. Ne? Ampak še vedno, ta community rules obstajajo in če jih nekdo krši, seveda stisneš gumb prijavi, ne? In potem oni s svojimi mehanizmi preprosto presodijo, ali nekdo ta pravila spoštuje ali ne. Če ugotovijo, da jih ne spoštuje, mu ukinejo account, račun. Drži, takoj ko so ta pravila pristranska ali ko se jih pristransko interpretira, imamo težavo. Ne? Niso pa ta pravila samoumevna, namreč ta družbena omrežja imajo velike regulatorne odpustke v smislu tega, da niso odgovorne za vsebino, ki se na njih pojavlja, ravno zaradi tega, ker so v nekem trenutku, v bistvu še v 90-ih letih prejšnjega stoletja pa na začetku tega stoletja dosegle, da se jih ne obravnava, da se teh vsebin ne obravnava, kot da so urejene. Če oni urejajo, potem se jim odpre neka Pandorina skrinjica vsega drugega, ampak spet, da ne bo razumljeno kot zagovarjanje tistih, ki se grdo obnašajo na internetu. Imamo kup možnosti, da jaz tega sploh ne vidim, če se za mojim hrbtom nekaj govori, v bistvu ni najhujše, če se za mojim hrbtom govori na internetu. Zadnjič sem slučajno spremljal Goodwin, Alex, bil je tukaj le na Trilaterali, takrat eden od panelistov, ne, poznana javna oseba, govori za BBC, ga vabijo na okrogle mize, op-ede piše in tako naprej. Nekdo se je spravil in ga začel za njegovim hrbtom, vse te, ki ga vabijo, njegovega delodajalca, univerzo, zalagati s tem, kaj on je vse tweetnil, kaj je rekel, v katerih think tankih sodeluje in tako naprej, češ kako je kot oseba neprimeren. Ne. To je dosti bolj nevarno, kot če imaš neke gostilniške pripere oziroma neko zabavljanje na Twitterju, ki ga za eno potezo pravzaprav vsak lahko zapre. Vsak zase, ampak to Vsak potem zase. berejo drugi in te ustavi soseda in si videla to. Žiga, dokler se tebi ne bo zgodilo, ne boš vedel, kako poseg v zasebnost boli. Kako zelo boli, ko se nekoga žali. Jaz ti ne želim tega, nikomur tega ne želim, ampak zelo, ne, po mojem tako brutalno te še ni, lahko da tudi ne spremljam vsega, ampak mislim, da glede na to, da ti komuniciraš dostojno, da nisi dobil kakšnih grobih, brutalnih izpadov, ne vem, svojih, ne vem, kakšnih nasprotnikov, ne morem reči političnih, ker nisi več politike, ampak ne poznaš tistega mojega timelina, ne, tudi ne gledam veš, vsak dan. jaz dobim bodečo nežo z izjavo, ki je No, to si malo zaslužil, no. Popolnoma nič, ne, vsaj v tej kategoriji, ne, lahko v kakšni drugi, ne. Tako da nisem dober primer za to, da bi mi rekla, saj tebi se še to ni zgodilo. Vsem se nam dogaja, ki smo izpostavljeni, ali pa ki se pojavljamo s svojim imenom in priimkom, z velikim veseljem strele, bom rekel, v tiste v vrhove udarjajo. Ne moreš mi reči, Žiga, da te ne prizadane. Če si človek in če nimaš ne vem koliko centimetrov debele kože, te take stvari prizadanejo. Prizadanejo te takrat, kadar so lažne, prizadanejo te takrat, kadar se širijo kot, ne vem, perje v vetru, ki ga nosi veter naokrog. Prizadanejo samo takrat, kadar jih izreče nekdo, na katerega mnenje ali pa osebnost nekaj dam. Tisto še bolj boli. Takrat prizadane. Če pa nekdo, nek XY pod psevdonimom ali pa nek bom rekel, dežurni kričač. No, malo si se že navadil, saj sem se jaz tudi. Navadil se in treba se je navaditi, da, kako bi rekel, da to je gostilna, ne? Da to niso pisma bralcev Sobotne priloge, kjer bi nekdo pogledal, kaj se dogaja. Vem, že samo ta gostilna je skozi bolj agresivna, ne? Zdaj tam se obmetavamo z besedami, če bi sedeli za mizo, jaz mislim, da bi smrt kdaj kakšnega na G usekal, če bi to ne bilo v virtualnem prostoru. A ne? Jaz pa mislim, da je težava ravno v tem, da se nadaljavo gledamo, da nismo v gostilni, da nismo za isto mizo, ne?
in da če bi bili, bi bili dosti bolj krotki. To se pa strinjam. Ne. Ja, Jaz to se sem pa na spomnim- začetku poudarila, da v bistvu pod plaščem anonimnosti si dovolimo več. A ne? 10 let nazaj sem šel jaz s Hadom, s Kordišem, ki je eden od glavnih teh borcev, Ja. ne, skoraj na pivo, ali mogoče sva še celo šla. Ne. Lahko bi šla. Ja, ne. zakaj ne? Ne. Pa bi se bistveno drugače pogovarjala, Ja. sem prepričana. Ja. Bi regulator lahko vse stvari malce pomiril, če bi ukinil anonimnost? Vsaj, da bi zahtevali recimo portali, da se ljudje podpišejo. Recimo jaz pri sebi, kar na svojih portalih objavim, pisma, bralcev, karkoli, morajo biti vsi podpisani, ali pa da jaz vem, kdo je. Anonimnih pa ne upoštevam in ne Ja. bi to mogoče bilo, oziroma kako se z anonimnostjo, ki se je razmahnila čez vse, kako se s tem soočati? Do neke mere je to rešitev. Ne. Jaz torej, mislim, da bi lahko ravno ta socialna omrežja marsikaj naredila s tem, da bi na drugačen način tretirala osebe, ki imajo realno identiteto od vseh ostalih. Jaz jih ne bi utišal, ampak takrat, ko se zbira, kaj ti pokaže Facebook, kaj ti pokaže Twitter, daš neko prednost avtentičnim glasovom. Ne. Bi imelo pa in ima, ne, ogromno ljudi danes težave se pojavljati s pravim imenom in pisati stvari, ki so povsem nežaljive. Ne. Stanje svobode govora, demokracije, sprejemanja pluralnosti v slovenski družbi ali pa v ameriški ali pa še v kakšni ni tako, da bi si ljudje lahko privoščili, da povejo, kar mislijo, tudi če je to povsem vljudno. In to se mi zdi, da je pa velik problem. In kdo je Ne. to dosegel, Žiga, da se ljudje bojijo povedati, kar imajo v mislih? Ne, astroturfing, ne? Ta zadeva meni ne da miru. Ne? In če nekdo orkestrirano napada tiste, ki ne mislijo enako kot, bom rekla, dirigent tega orkestra na drugi strani, to pomeni, da natika na gobčnike tistih, ker če se boš oglasil, boš dobil falango kletnih trolov nad sabo in jih boš fasal po dolgem in počez z brutalnimi žalitvami, a ne? In potem se na drugi strani človek, ki dobi napad teh, lahko da so orkestrirani ali pa ne orkestrirani, mi je v Nimaš bistvu čisto prav. vseeno, a ne? Nimaš prav. Da tak človek potem naslednjič reče, kaj meni tega treba, Nimaš prav. in se neha oglašati. Jaz Nimaš tako prav. razmišljam, lahko da nimam prav. Ta ne tako vem. imenovana klet bo enako napadla neko mnenje, ki bo anonimno ali pa mnenje od nekoga z imenom in priimkom. V vsakem primeru se bo Saj vseeno. recimo to zgodilo. Ampak pogovarjamo se o tem, zakaj se ljudje ne upajo s pravim imenom in priimkom pojavljati. No, zakaj? In bojijo se ne zato, ker bi imeli težave na Twitterju in bi se jim od spodaj nabralo kup povsem nedostojnih in žaljivih tweetov, ampak zato, ker se bojijo, kaj jim bodo pa v službi rekli, Seveda. kaj jim bodo pa v okolici rekli. In če te Ne. tukaj prav razumem, moram reči, da te v tem segmentu podpiram, no, In- da ukinitev popolne anonimnosti tudi ni dobra. Ne? Zdaj, anonimnost na internetu je tudi prinesla precej dobrih stvari, a ne? Ne vem, revolucije v arabskih državah, ne nazadnje. A ne? Res pa je, da sva spet, tako kot ste vi, Tino, rekli, a ne, da uredniška politika tistega, ki omogoča prostor za neko širšo razpravo, pa seveda lahko postavi merila. Mislim, da je bil Večer ta prvi, ki je začel javno objavljati IP številke. Mislim, da je bilo nekaj takega, ne? Da si se mogel v ozadju registrirati, zdaj ali si izmislil ime pa priimek, ne vem. A ne? Na Twitterju, na Facebooku, če hočeš imeti verified account, moraš poslati osebno izkaznico, da dobiš tisto kljukico, a ne? Da je pač prava oseba za tem računom stoji. Skratka, popolna ukinitev anonimnosti ne bi bila dobra in je ne zagovarjam. Enako sem jaz kot problem vidim netoleranco in nestrpnost, ki se iz Twitterja in iz socialnih omrežij širi v družbo na splošno. To pa je velik problem. Jaz imam marsikakšno vojno na Twitterju, ne, ampak kar je sočnega, se potem poskuša izkoristiti in skoči v realni svet. Ne. Tako da to je težava, ne, da se vzpostavlja neko mišljenje, nek groupthink, nek mehur, če hočeš, ne mehurček, ne, v družbi na splošno, ko se določenih stvari ne sme reči.
ne, ko se o določenih stvareh ne sme razmišljati, ker bi se jih dalo povezati z neko idejo ali pa z nekim stališčem ali pa z neko besedo, ki je blizu sovražnega govora in vsega tega, kar ne sme biti. Ne. In to vodi v samocenzuro, kar je nevarno. To vodi v samocenzuro, a je to nevarno ali ni, za tiste, ki se samocenzurirajo, cenzuriramo, to delajo iz svoje varnosti, ne iz nevarnosti. Kaj pa izbris? Na eni strani imamo možnost, da vsak, ki ima 5 minut časa, karkoli pove o komorkoli na tem planetu, žaljivo ali ne žaljivo. Na drugi strani imamo pa recimo enega politika, Donalda Trumpa, ki so mu čez noč izbrisali identiteto na internetu. So ga, kot bi rekli, kot da bi mu kip porušili, kot da so ga izbrisali, ga v enem trenutku ni bilo več. A ni to grozljivo, da te neka firma v bistvu da ven iz politike? Saj na to je že Žiga v svojih razmišljanjih danes opozoril, ne? Ampak vendarle se moramo zavedati, da gre, zdaj bom pač govorila kot pravnica, mi je žal, no, malček prava tukaj vendarle je potrebnega, gre za civilno pravno razmerje. Jaz sem, ne vem, prodala svoje osebne podatke zato, da sem dobila prostor na Twitterju. Če nisem spoštovala community rules, so me pač vrgli dol, a ne? In jaz sem si pravzaprav bolj želela tega, da bi gospod Trump čist v bistvu z civilno-pravnega stališča tožil Twitter za to, pa poskušal dokazati, zdaj ne vem, če bi uspel, ne, da so mu nezakonito zaprli Twitter račun. Ne, in če bi ta zadeva prišla do ameriškega vrhovnega sodišča, to bi bil presedan tak, mislim, gušt za nas pravnike to brati, a ne? To bi bila neka pravna pot. Zdaj, ali je bilo to prav ali narobe, ne bom sodila o tem. Lahko rečem, da velikokrat je gospod Trump se malo preveč, mogoče grob izraz, sketne spustil, a ne? In bi lahko drugače povedal stvari. Tudi naš predsednik vlade, gospod Janša, prevečkrat, bom rekla, grobo cinično obračunava z ljudmi na Twitterju. Jaz mislim, da tukaj tudi pravila ali pa regulacija na družbenih omrežjih ne bodo kaj dosti naredila, če politiki sami pri sebi ne bodo razmislili, kakšni politiki želijo biti in kakšno politiko želijo voditi. Moj model dobrega politika je uglajen gospod, gospa z zmernim govorom, načitan, razgledan, ki zna argumentirano, z mirno besedo odgovoriti tudi na kritiko, ki leti na njega. In se mi zdi, da tukaj v politiki izgubljamo, da politični govor postaja preveč agresiven. A ne? In če postaja politični govor agresiven, se agresiven, nekulturen, nekultiviran govor, zaradi mene, če hočete, na koncu širi v medije in prek medijev vse pore družbenega življenja. In to je tisto, kar pa je izrazito nevarno in za kar odgovornost nedvomno nosi politika. Ja, jaz se s tem strinjam, ne. Politiki in druge javne osebnosti, končno tudi, ne vem, pop zvezde in vse javne osebe, dajo zgled, ne. In če gre politik sem, potem bo šla ljudstvo, bo šla množica še nižje, ne. Zato je to pomembno. Kar se te ukinitve računov tiče, v večplastno se lahko o tem pogovarjamo, ne. Eno je, ja, zelo lahko se je postaviti na stališče, pač pravno je tako, tam imaš tiste community guidelines, toži, gremo dalje, ne. Ampak tukaj nismo na sodišču, skratka, mi se ne pogovarjamo o tem, kakšna je zdaj le pravna situacija, kako so zdaj stvari zregulirane, ampak kako bi bilo lahko boljše, ne. In jaz moram reči, da se s to potezo, da ima neka privatna firma, ki ima monopol nad neko platformo, kjer se ljudje pogovarjajo, da ima neka privatna firma tako moč, s tem se ne strinjam. Ne? Meni je všeč tam iz House of Cards, Frank Underwood doskrat reče, ne, you have the money, but I hold the guns. Ne? Država vendarle mora biti tista, ki postavlja stvari, bom rekel, kaj je prav, kaj je narobe. Ne? Tisto, kar se mi zdi še bolj grozno pri celi stvari, ne? Pa je, da sem jaz osebno težave nekje v nekem krogu, ne, izven interneta, kjer je bilo problematizirano moje stališče, da imam stališče o tem, da Trumpovega računa ne bi kazalo ukiniti. Ne.
in da se na ta način ne gre za ukinitev Trumpa iz Twitterja, ampak gre za poskus ukinitve nekoga, ki ima o ukinitvi Trumpa iz Twitterja napačno mnenje, onemogočiti na nekem, kako bi rekel, povsem drugem področju. In to je tista nevarnost, ki se nam zdaj v družbi dogaja, da smo shisterizirali to povsem, je bilo shisterizirano na internetu in to, kako bi rekel, jemljajo iz interneta ven in poskušajo v tem realnem svetu, ki je bil še normalen, izkoriščati za to, da ljudi onemogočajo. In proti temu bi se bilo pa treba, po mojem, postaviti, bi se morali pa vsi postaviti. Našo prvo oddajo Dialogos bomo končali s trema škoda. stavkoma. Hiter je minil. Tako da prosim, če povesta vsak v enem stavku, ali sta optimista ali pesimista glede prihodnosti svobode govora. Jaz sem večni optimist. Jaz nikoli ne želim izgubiti volje, da so stvari lahko boljše. Zato se tudi velikokrat oglašam in če lahko s svojim znanjem in svojim razmišljanjem vsaj kakšnega prepričam, da naj pazi, na kakšen način se izraža od drugih, da ni žaljiv, potem sem vesela in zadovoljna. Skratka, optimist. Jaz se pridružujem temu pozivu, da izkoriščamo svobodo, ki jo imamo, ki jo internet prenaša in vse drugo, zato da debatiramo, ampak da smo do drugih vljudni. Glede optimizma oziroma pesimizma, sem pa tudi optimist in utemeljujem to s tem, da se bodo ljudje navadili. To je zdaj pač tako kot neka nova igrača, nekaj novega je prišlo, kar vse lahko. Čez nekaj časa ne bo zanimivo, če boš pljuval, in ne boš zanimiv, če boš sitnaril in se ne vljudno prepiral za drugim. Tako da navaditi se bo treba tega novega medija, navaditi se bo treba te vse splošne gostilne, malo se bo treba spomniti, kaj so nas starši učili, pa stare mame, pa tako naprej, pa bo boljše. Hvala, dr. Žiga Turk, hvala, Nataša Pirc-Musar, za obisk v prvi oddaji Dialogos. Hvala, da ste bili z nami. Ostanite zdravi.